Bog je ljudem svet delil. Vse je že razdelil, a tam ob strani je stalo še nekaj ljudi. Pozabil je na nje, ker se niso nič pririvali in oglašali. Pa so se mu malo zasmilili, ker so bili tako potrpežljivi in skromni. Jim je pa od svojega odstopil najlepši svet, zato se pa zdaj Bohinj imenuje. Bohinj pride od Boga, ker Bohinjci Bogu rečemo Bog. Živijo, dobrodošli v Bohinju. Moje ime je Grega in sem lastnik agencije Hike and Bike tukaj iz Bohinja. In danes bomo skupaj na tem virtualnem izletu odkrivali eno izmed 24 bohinjskih vasi. Ta vas se imenuje Stara Fužina, je tudi moj dom in obenem druga največja vas v dolini ter vas z največ prebivalci znotraj Triglavskega narodnega parka. Omenili smo Triglavski narodni park in le-ta je za Bohinj še prav posebej pomemben. Približno polovica celotne Bohinjske doline leži znotraj parka in naše popotovanje bomo začeli prav s Triglavskim narodnim parkom. Nahajamo se namreč pred informacijskim središčem, ki se imenuje Bohinjka. Bohinj je samo en. To je pa čist res. Gremo naprej. No, infocenter Bohinjka leži na robu vasi, mi gremo pa zdaj že proti centru. No, takole, prišli smo do še enega zelo pomembnega simbola, ki ga lahko najdemo v Stari Fužini. To je seveda replika Aljaževega stolpa, original se nahaja pa na vrhu Triglava. Prav lepo vidimo. On smo sicer majhen kape na vrhu, ampak vseeno vsi vemo, da je leta 1895 Jakob Aljaž, župnik z Dolgega, dal postaviti na vrhu Triglava tale stolp v enaki velikosti in tudi v enaki obliki. Triglav je z Bohinjem še prav posebej povezan. Vsi vemo, da so leta 1778 štirje srčni možje prvi osvojili našo najvišjo goro. In iz Stare Fužine je bil tudi eden izmed prvopristopnikov ranocelnik, doktor oziroma zdravnik Lovrenc Vilomicer. V Bohinju imamo tudi spomenik štirih srčnih mož. Le-ta se nahaja približno kilometer stran v vasici Ribčev las in postavljen je bil ob praznovanju 200-letnice prvega vzpona, to je bilo leta 1978. No, 2 leti nazaj smo pa tudi mi tukaj v Bohinju praznovali eno pomembno obletnico in sicer 240 let prvega vzpona. Saj veste, nista prav Slovenci, če nista na Triglavu vsaj enkrat. Ampak vseglih ni čisto nujno priti na vrh Triglava. Marsikdo iz takšnih ali drugačnih razlogov na vrh ne more iti, lahko pa pride v Staro Fužino, se tukaj postavi pred stolp, gor, odpre vrata in pokuka, kako izgleda v njem. Tudi za kakšen selfie je tale pozicija zelo priporočljiva. Zdaj gremo pa kar naprej. No, tole tukaj je pa reka Mostnica. Le-ta izvira v dolini Voje in skozi svoj tok v zgornjem delu je ustvarila tudi ena čudovita korita. Korita Mostnice jih imenujemo. Mostnica se nekaj 100 metrov nižje v vasi Ribčela sreča z jezernico in ko se ti dve reki srečata, tam nastane Sava Bohinjka. No, v Stari Fužini imamo tudi najstarejšo še delujočo gostilno v Bohinju. Imenuje se Prmihovc in že od leta 1888 pa vse do danes ponuja hrano in pa pijačo, seveda domačo. Mi se zdaj v gostilni še ne bomo ustavili, gremo še naprej in sicer naš naslednji postanek je Planšarski muzej. Gremo!
Planšarski muzej je edini muzej, ki ga imamo v Stari Fužini, ampak ima pa zelo zanimivo tematiko. In ne samo tematiko in pa eksponate, ki se jih da ogledati noter. Tudi ta zgradba je zanimiva. Tukaj noter so še ne toliko daleč nazaj izdelovali ta prav bohinjski sir. Gremo si pogledati in odkriti skrivnosti bohinjskih in pa še posebej fužnarskih planin. Dobar dan. Planšarski muzej v Stari Fužini se nahaja v opuščeni vaški sirarni. Še do 70 let prejšnjega stoletja so tukaj izdelovali sir. Po letnem času pa so sirarski mojstri skrbeli za velike hlebe sira, ki so jih nosači vsak teden prinašali s planin. V muzeju vam s predmeti ter fotografskim in dokumentarnim gradivom prikazujemo zgodovino planšarstva v Bohinju. Življenje planšarjev, sirarja in sirarsko delo v planinah, transport v dolino, značilna bohinjska planšarska naselja in planšarske zgradbe. Tukaj je postavljeno leseno bivališče s planine za Jamniki, ki se imenuje Stan. V bohinjskih planinah so bili stanovi pogosto postavljeni v gruči, le v nekaterih planinah bolj organizirano, naprimer v krožni obliki, v vrsti, ob poti ali podobno. Vsak gospodar je imel svoj stan. Zgrajen je bil zelo preprosto, iz lesenih brun in pokrit s klanimi deskami, imenovanimi skodle oziroma šinkalni. Tudi notranjost stanov je bila zelo skromna. En sam prostor, ki je bil opremljen samo s tistim, kar so nujno potrebovali. Na sredini stanu je ognjišče. Majeri so si v bakrenem kotlu kuhali koruzne žgance iz bohinjske koruze trdinke. Tukaj vidite spalnico. Stranišče na Štrbunk pa je bilo na planini navadno eno samo za vse prebivalce planine. Bohinj je bil stoletja močno planšarsko središče. Od maja do sredine junija so se planšarji s čredami krav iz doline najprej podali na spodnje planine in od tam naprej na visoke planine, odvisno od razpoložljive paše. Jeseni pa so se nato zopet postopoma vračali v dolino. Večino tovora in bremen v planino in iz planine so prenašali samotež, na ramenih, tudi s pomočjo krošanj. Tukaj je vstavljena krošnja, velika majerska krošnja, naložena z vsemi potrebnimi stvarmi za odhod majerja v planino. S seboj je nosil odejo, bakren kotliček, žehtar za možo, korec za vodo in svitek. Svitek je tale iz blaga pleten kolač, s katerim so si lajšali pritisk bremena pri nošnji na glavo. Sirarsko orodje, posode in druge večinoma lesene pripomočke so označevali z vrezovanjem hišnih znakov, ki so bili čisto preprosta grafična znamenja. Leseno posodje so sicer izdelovali sami v zimskem času, ko ni bilo toliko drugega dela. Vsaka hiša je imela svoj prepoznaven znak. Tudi na tem lesenem pokrovu je vrezan tak znak. Adijo! No, v neposredni bližini planšarskega muzeja pa se nahaja še ena posebnost. Andrejčev mlin in pa žaga. Ta žaga in pa mlin delujeta na moč vode, na moč mostnice, ki smo jo prej že videli in pa omenili. No, ta objekt so Andrejčevi kupili že leta 1888. Eno leto kasneje je mlin že mlel, nekaj let kasneje pa so dodali mlinu še žago. Sistem, ki ga uporabljajo za pogone, je tako imenovan sistem venecijanke, oziroma čisto prav bi bilo rečen Firenčanke. Zakaj? Ker je ta sistem razvil Leonardo da Vinci v Firencah. Gremo si pogledati. Dobar dan.
to lavo pa na vodo. V mlinu se nahajata dva kamna in tukaj se imele ta prava moka, s katere se delajo potem okusni bohinjski žganci. No, Stara Fužina je ena taka tipična alpska vas in to lahko prepoznamo tudi po arhitekturi. In v Stari Fužini imamo še eno tako posebnost. Za mojim hrbtom lahko vidite, da so bile hiše zgrajene tako tesno, da smo mogli cesto skozi hišo zgraditi. In tej luknji oziroma temu tunelčku mi pravimo Štibelc, v preteklosti je bila pa tukaj vaga, kjer so vagali železo. No, ko govorimo o arhitekturi, seveda ne moramo mimo značilnega kozolca, Stoga, Toplarja. Tisti najbolj znani se nahajajo pod vasjo Stodor, drugače pa bohinjske toplarje najdemo po celotni dolini. V nekaterih primerih se toplarji nahajajo v vaseh, tako kot tukaj, lahko so pa tudi na poljih. Kaj je posebno? Ja, dvojna stena, odtod tudi ime. Topelj, se pravi iz nemške besede, topelj za dvojno. No, tle pa vidimo del mostnice, ki je seveda umetno speljan skozi vas. To so rake, mi pa temu pravimo Pretovka. In prej, ko smo bili v Andrejčevem mlinu, prav z te vode se ženejo mlinska kolesa. No, ena izmed stvari, po katerih je Bohinj zelo poznan, je zagotovo železarstvo. Že pred našim štetjem so na tem območju kopali železovo rudo in jo izdelovali oziroma predelovali v železove izdelke. V novejšem času pa zagotovo moramo na tem mestu omeniti družino Zois. Najbolj znan izmed njih je seveda Žiga. In Žiga Zois je imel v Stari Fužini tudi svoje obrate. V tistem času, oziroma v preteklosti, se je Stara Fužina nemško imenovala Althammer, staro kladvo. In tudi današnje ime Stara Fužina govori in priča o tem, da je tukaj bilo doma fužinarstvo, fužnarstvo oziroma železarstvo. Na moji desni vidimo ostanke Zoisovih fužin, na levi pa Zoisov dvorec, Zoisov grad. Tukaj je imelo pa njegovo podjetje svoje upravne prostore. Vsako leto se v Stari Fužini odvijajo tudi tako imenovani fužnarski dnevi, ki skrbijo za to, da se tradicija železarstva in pa fužinarstva tukaj ohrani. No, takole. Za kratek čas smo zapustili Staro Fužino in prišli na rob vasi in to z enim prav posebnim namenom. Prišli smo na enega najbolj znanih mostov v Bohinju. To je tako imenovan Hudičev most. Pod njim teče reka Mostnica. Prej smo omenili, da se mostnica izvira v dolini Voje in da se steka v jezernico in od tam naprej nastaja oziroma dobimo Savo Bohinjko. Hudičev most, pa kot že ime samo pove, nosi tudi zgodbo povezano s Hudičem. In jaz bi jo rad danes delil z vami. Po legendi so v preteklosti čez dan zidali most, čez noč se je pa podrl. In je eden izmed graditeljev rekel, Hudič naj zida tale most. In je Hudič res začel zidati most in ga tudi zgradil. In potem so domačini vprašali Hudiča, kva hoče za plačilo, kva hoče za von. Pa on rekel, prvo dušo, ki ga bo prečkala. In potem so se začeli ljudje malo med sabo gledati, noben ni hotel prečkati mostu. Pa se je spomnil en kmet, ki je mu psa.
Čez je vrgel telečjo kost, pes, ki je seveda oboževal kosti in pa meso, je stekel za kostjo in to je bila prva duša, ki je prečkala most. In tako je hudič mogel vzeti dušo psa. In to ga je po pripovedovanju domačinov tako razjezil, da je svojemu repam mahal levo in desno, podaril zid, mogoče celo naredil en del teh znamenitih korit, ki se nahajajo pod nami. Hudičev most je tudi eno super izhodišče za obisk korit Mostnice. Do njih vodi čudovita krožna pot in priporočamo vsem tistim, ki imate še kakšno urco časa, da podaljšate tole raziskovanje Stare Fužine še s obiskom korit Mostnice in pa seveda doline Voje. Mi gremo pa kar naprej. No, naš izlet seveda ne bi bil popoln, če se ne bi ustavili še na enem najlepših razgledišč na Bohinjsko jezero, ki je največje stalno jezero v Sloveniji. To območje tukaj mi imenujemo Vorončkojca in le nekaj korakov nas še loči, pa bomo nazaj v vasi. Na tem mestu bomo tudi tale naš virtualni izlet zaključili, obenem pa bi rad izkoristil tole priložnost, da vas povabim v Bohinj. Pridite, obiščite nas, ogromno stvari vam imamo za pokazati. In pa spremljajte nas seveda tudi na socialnih omrežjih in upam, da se vidimo pri nas doma v Bohinju.